Lepo pozdravljeni, vsi, ki stopate skozi naša Zoom vrata v Zoom predavalnico in zapuščate varno območje čakalnice. Lepo pozdravljeni na 3. dnevu ABC bralne pismenosti 3. Ja, prišli smo že na pol poti. Tako, že skoraj malo po rimah se tudi pri meni pozna, kdo naslednji gost naš prihaja. Ja, seveda, danes je sreda, dežuje, in v sredo smo na sredino postavili same moške predavatelje. Najprej sta z nami dr. Igor Saksida, torej profesor, ki repa, in pa Rok Terkaj, ki, verjamete ali ne, me je naučil, da lahko je neprijetna tišina tudi tisti vzrok ali pa povod, da dobimo najboljša vprašanja. In včasih se splača počakati v tišini na najboljše nagrade v obliki vprašanj. Torej, zdaj prihajata k nam ta dva predavatelja, potem ob 18. uri je pa z nami dr. Miha Kovač. Kot veste, žal je eno predavanje zaradi bolezni danes odpovedano. Tako, da začnemo kar na začetku pri abecedi. Lepo pozdravljena, Rok in Igor. Tudi mi se že kar nekaj let poznamo in spremljamo in naše prvo srečanje je bilo ob predstavitvi knjige Kla klasika v skoraj prazni dvorani knjigarne sredi mesta, ampak nekaj nas je bilo in tisti smo bili popolnoma navdušeni. In po tistem sem nekje prebrala tole Igorjevo misel. Če želiš prepričljivo govoriti in pisati o literaturi, se ne moreš zgolj spomniti na branje, ne glede na to, kako natančne zapiske si delaš, temveč potrebuješ energijo in čustveni naboj knjige. Igor, a je to tisto, kar sproža radovednost in navdušenje pri tebi? Ja, Sabina, hvala lepa za krasno predstavitev, pa še za ta uvodni citat. Veš, mogoče, preden odgovorim na to tvoje seveda bistveno vprašanje, bi mogoče zdaj po vsem tem, kar sem že doživel s Rokom Terkajem na področju hip-hopa, lahko rekli, da nisem samo profesor, ki repa, ampak recimo, kako bi pol temu rekli, reper, ki zganja profesuro, recimo, kaj tazga. Ampak kaj pravzaprav povezuje tega reperja in tega profesorja? Reper sem še bolj na začetku, seveda reper začetnik, profesor ima pa že nekoliko več kilometrine. Prav to navdušenje, o katerem govoriš. Jaz nikoli nisem imel književnosti za nekaj tujega. Nikoli je nisem uporabljal kot priročnika za mučenje mojih študentk in študentov z nepotrebnimi podatki ali za klistiranje dijakov z maturitetnimi eseji, v katerih obnavljamo vsebino ali kaj podobnega. Vedno sem bil trdno prepričan, da si seveda lahko predstavljam recimo učitelja matematike, ki nima ravno najbolj rad ljudi, svojih dijakov in zato nad njimi izvaja matematične eksperimente, pa seveda niso vsi učitelji taki, da me ne bo kdo za ušesa ali pa me dal kakšen infinitezimalni račun zakazan. Mislim, pri književnosti je pa dejansko tako, da moraš imeti to, kar bereš, kar predavaš, neizmerno rad. Pol sem pa odkril še nekaj. Ne samo, da moraš imeti ti to rad, tebe mora kot dobrega učitelja književnosti, in v to vedno bolj verjamem, o tem se tudi pogovarjam z mojimi študentkami in študenti, tebe mora zanimati tudi svet tistega, ki mu je tvoje predavanje, tvoje razmišljanje o literaturi namenjeno. No, tega me je pa naučil hip-hop. Terkaj in vsi ostali moji prijatelji, od MK-ja, Drila, Masaje, da jih zdaj ne naštevam, da je pravzaprav svet, ki je seveda meni kot profesorju na faksu bil popolnoma tuj. Jaz imam zelo malo skupnega s freestyli, kajenji raznih zdravilnih rastlin ob 4 zjutraj v kakem underground zaklonišču v Ljubljani. Ampak, če se ti odpreš temu svetu, če ti prisluhneš svetu mladim, kaj njih boli, kaj njih zanima, kaj jih jezi, kaj vam imajo povedati, in če ti potem skušaš vstopati z navdušenjem v ta svet, jim tudi poveš, kaj iz njegovega sveta. Naj povem primer, danes sem
imel predavanje zjutraj v Kopru, moral bi ga imeti sicer zdajle popoldne, ampak sem seveda zaradi tako pomembnega dogodka, kot je srečanje z mojo drago Sabino in vsemi njenimi kolegicami in kolegicami to predstavil. No, govoril sem jim o modernistični mladinski poeziji in pol dvigne en roko, ma to mi nič ne razumemo, ne? Lilije vlažnih vetrov, jazbečar dolgih stopal. Polh vrtoglav na podstrešju čepi, čara večerne skrbi. Se rekel, zdaj ne razumete. A to pa razumete? Meduze, iza čoška jih čaki, ne, niso imune, imam nove roke upad. Metro poslušate? Se rekel, ja, seveda. In potem rečejo ti mladi, ko se za njihov svet ti kot profesor zanimaš in ga jemlješ skrajno resno, ne tako otročje, ampak skrajno resno, potem rečejo mogoče pa te stvari, ki nam jih profesor pripoveduje ali katerikoli mentor branja, knjižničar, vzgojitelj v vrtcu, kdorkoli, mogoče pa te stvari le niso tako pna v luft, bi rekli v lepi slovenščini. Ne vem, če sem odgovoril, Sabina. Hvala. Torej, če hočeš druge navdušiti, moraš sam goreti, ne? Kot bi zdaj malo prilagodila Slomška. Ne? Torej, tisto, kar pridigamo, moramo sami verjeti in to nas tudi potem navdušuje in hkrati odpira na poti radovednosti. Rok, zdaj pa k tebi. Promotor bralne značke, sodeluješ s Paraolimpiki, tvoji komadi so navdušujoči in polni spodbud, ne samo za tiste, ki so jim namenjeni, ampak za tudi tiste, ki živimo ob njih. Napravil si izjemen video vabilo v knjižnice Komad Znanje je life, v katerem video nastopa tudi Igor, je mogoče primeren posnetek v 9 razredih pred odločitvijo, kam naprej pri poklicnem usmerjanju. In kot sem že prej povedala, naučil si me, da je tišina lahko, neprijetna tišina lahko pot do tistih dobrih vprašanj. In pogosto je z menoj tisti tvoj stavek iz komada Hej ti, nisem pozabil, samo spomnil se nisem. Kje si z radovednostjo in navdušenjem ti? Sploh, če to vežem na en tvoj zapis, najtežje, a najlepše, ko boš videl svoje sanje cveteti. Rok, kje je pri tebi radovednost in navdušenje? Sabina, kako si to lepo povedala, ker se te dotakne, res hvala. Navdušenje je vedno pri meni pri stvareh, ki še niso bile zrealizirane. Ponavadi, ki še nikoli niso bile zrealizirane. Se pravi, nekaj, kar je v zraku, pa se tega ni še noben lotil nikoli. Kot neko iskanje, bom rekel, neke genialnosti, oranje ledin bi bil po moje moj paradni šport. In to me nekako uspodbuja potem tudi radovednost. Ko mi prileti kot nek golob ob klopco neka vizija, to pa še ni bilo nikoli. In ko se to zgodi, se mi odprejo ena vrata zanosa, energije, vizualizacije, kreativnosti, ki so v bistvu namen, da če bi to stran zavrgel, sploh ne vem, če se da. Po drugi strani je pa to iskanje in realiziranje teh vizij nekaj najbolj divjega, norega in gre lahko pravzaprav čez vse ovire ta notranji ogenj, ko se enkrat prižge. Tako da iz tukaj pač nekako izvira moja radovednost. Ne vem pa, kdo mi te ideje, ki še nikoli niso bile realizirane, kdo mi jih daje. Jaz jih dajem sam ali življenje tako naredi, ampak ja, definitivno je to stvar, ki me pelje naprej. V praksi je to zdaj repki šov. Ko sva z Igorjem nastopala na parih repkih,
sem opazil, ko smo nastopali, da ni bilo čisto iste energije, kakor pri klasiki. Da najmlajši drugače poslušajo rap. In potem pa sem šel v Domžale na en nastop in sem videl enega vrhunskega animatorja, kako dela z otroci. Spušča mehurčke in tako naprej. In potem sem videl, se pravi, glasba je najmlajšim samo kot neka podlaga zadaj, njim je treba še pokazati. In ko sem to ugotovil, dojel vseb, sem rekel, repki potrebujejo drugačno obliko, repki potrebujejo šov, repki potrebujejo nekaj, kar še nikoli ni bilo, ko vsi te junaki, ko skupaj stopijo. In evo, in to je zdaj edino, o čemer razmišljam, pa da me spravi ta pogon. In sem bil danes že koliko uro pa pol na sestanku, po še 1 uro na telefonu, ko sem že klical kulturne domove, tako da je že ta bencin je že dal in to je ta radovednost, ki me bo ne vem kaj vse naučila, ampak vesel sem, da imam to čast, da lahko z Igorjem delim ta oder, te trenutke, te stvari in da mi je dana možnost, da lahko te sanje, da jih lahko realiziram, da so ob meni vrhunski ljudje, ki to tudi nekako razumejo. No? Tako da to je to. Na dolgo. Zelo lepo. Rok, preden Igorju predam besedo in potem on predstavi svoje razmišljanje in upelje naprej. Prej je Igor rekel, da je profesor, da pri repu pa je še začetnik, ampak povej, je že v srednji šoli pri repu? Je že naredil gimnazijo? Ja, je. Definitivno je, ker je kdaj nekdo, da ni več učenc, je takrat, kadar razvije svoj stil, svoje poslušanje, svoj okus. In Igor je to definitivno dosegel, da mu je stil, ki mu je všeč, je tisti, ki ga je najdel sam v sebi in mu ga je rap dal. In vsak najde tukaj noter svoje in s tem tudi način potem izražanja. Tako, hvala. Igor, zdaj pa beseda tvoja in tudi zaslon tvoj in predajam vodenje tega bajnega nastopa ali pa šova tebi. Tako. Hvala, Sabina. Jaz ne bom niti podrazno tako zanimiv, kot ti, sem prepričan, še manj pa tako polnjene pozitivne energije. Ampak da ne bomo čisto predstrašili, da mi ne začne strmoglaviti število udeležencev tja proti 0, vam povem na začetku to, da bom o samem projektu Repki povedal malo. Ne bom predaval, zakaj je ta knjiga nastala, kako je sestavljena in podobno. Razmišljal bom o najnovejšem projektu, ki smo ga skupaj naredila z Rokom, seveda v sodelovanju z založbo Mladinska knjiga in odličnim Igorjem Šinkovcem in tudi še prav tako odličnim vrhunskim producentom Damjanom Jovićem, ki je pravzaprav avtor največjih hitov v Sloveniji, Čale, Sale, Nipke in tako naprej. Niti ne bomo naštevali, o tem bo več Rok povedal v tem drugem delu. Jaz bom o repkih na začetku par minut razmišljal predvsem z zornega kota razvijanja bralne pismenosti oziroma bralne kulture, navduševanja mladih za to, da bodo raje brali. Ne vem, kakšne so vaše izkušnje, lahko mi poveste, že vmes lahko dvignete roko, pa kaj pa vprašate ali pa komentirate. Jaz sam opažam pri mojih študentih, zdaj po teh 2 letih nesrečnega lockdowna, tako rekoč, da nekako so se zaprli v nek mehurček. Če sem imel na začetku vendarle občutek, da so se odzivali na razne štose, na razne, recimo temu, zanimive izpeljave ali kaj podobnega, spraševali, je zdaj nek čas, ko so kakor morda malo prestrašeni, negotovi. Mislim, 2 leti verjetno za ljudi moje starosti ni veliko. 2 leti pri 18, 19, pa najbrž, ali pa še kasneje, 20, 21, pa najbrž ni tako malo. In zdaj se meni tu kaže eno zelo zanimivo vprašanje, namreč kako bomo mi
v času, ki prihaja, upajmo, da bo teh zapiranj države in institucij vendarle čim manj, da bomo ukrotili to reč, kako v teh časih, ki prihajajo, ponovno vrniti moč pogovoru, tudi zaupanju, če hočete, in ne nekakšnemu strahu. No in repki so v resnici po čudni igri na ključi pravzaprav otrok tega časa, tega lockdowna. Morali bi nastati tudi mogoče malo prej, pa smo imeli druge projekte, tako da je Rok pravzaprav snemal, pisal in potem seveda ali pa dokončeval stvari, ne, ker ena taka knjiga ne nastane v enem tednu, se to je najbrž jasno. On je prve osnutke že pred 3 leti naredil, potem se pa to mora malo obdelovati, no, ampak prav med karanteno je z Damjanom Jovičem stvari posnel, smo stvari sestavili in repki, tako kot so zasnovani, so namenjeni najprej in predvsem družinski pismenosti. Se pravi, pismenosti, ki se razvija pravzaprav od prvih korakov naprej. Jaz imam zdaj srečo in milost, lahko rečem, da sem pri mojih uglednih letih dobil punčko in stara je, ravnokar je imela 8 mesecev in midva se že zdaj skupaj bereva in kaj pojeva. Pred enim tednom se je naučila piskati na flavto in to je meni veliko pomembneje, kot če bi mi objavili 3 knjige na, ne vem, Oxford University Press, to, da je ona pogruntala, kako se v blok flavtico pihne. Ampak seveda, moja zlata lučka ima tudi priložnost slišati od mene kakšne verze, zelo zanimivi so ji prav iz repkov, verzi, recimo novice, poslušajte te vice, si videl, si slišal, si izvedel, prebral, a ti kdo je povedal, da nisi zlagal. To ona seveda ne razume, ampak čuti pa energijo in čuti ritem. Se mi zdi, da od teh trenutkov naprej, zlasti pa v šoli, zlasti pa pri projektih za spodbujanje bralne pismenosti, moramo ponovno vrniti mesto, tisto mesto, ki je pravo mesto. Pogovoru, diskusiji o prebranem, tisti ljubezni, navdušenju in radovednosti, o katerih je govorila prej naša draga Sabina, kar tudi ona sama seveda zelo dobro zna. Če že ona govori o tem, česa se vse spominja, meni bo za vse večne čase ostalo v spominu, kaj mi je pripovedovala prav na kakem prvem srečanju, o tem, kako se je kot knjižničarka vozila na hokejske treninge z avtobusom in tem vrlim pobom, ki najbrž knjiga ni prva briga, če naredim eno tako rimo, Rok me bo že za ušesa takoj, ker ni čisto dobro, ampak naj bo, brala literaturo. To jaz mojim študentom razlagam, da se v vsakem trenutku pravzaprav da navduševati za branje. No, in k temu navduševanju za branje in pogovoru o prebranem bomo morali generacije od vrtca do univerze očitno, pa tudi kasneje, verjetno tudi odrasle, ponovno vrniti. Repki so točno to. Repki so namenjeni družinski pismenosti od vrtca naprej, skozi celo prvo triletje. Zelo zanimivo je, da repke z veseljem poslušajo tudi otroci 4., 5. razreda osnovne šole. Čeprav mi da z Rokom nisva mislila na to starostno skupino, sva bila bolj osredotočena na nižjo stopnjo. In očitno to deluje, ko smo objavili natečaj za najboljše poustvarjalne, recimo temu, nadgradnje repkov, se na Mladinski knjigi to praktično usulo. Videli smo otroke Roka, ne, stare 2-3 leta, kako plešejo. Pa videli smo prvošolce, ki so dobili tudi eno od nagrad, barčica, ne, barčica po morju plava, repajo narodno oziroma ljudsko pesmico in podobno. Mi smo v repkih hoteli povezati klasiko in sodobne avtorje. To se mi zdi tudi pomembno poudariti, predvsem zato, ker se tudi v šolskem prostoru, verjetno imate tudi knjižnicarji s tem kakšne izkušnje, vse prevečkrat delajo nekakšne umetne opozicije, ne? Ne Josip Jurčič, ne Fran Levstik, dajmo brati Groznega Gašpra ali pa Deso Muk ali kaj takega. To so take bipolarne motnje, bi jaz rekel, v naši zavesti. V življenju ne potekajo stvari izključevalno. Torej, veznik ali zamenjamo z veznikom in. Desa Muk in Josip Jurčič. Je pa seveda vprašanje, kako mlade navdušiti za klasiko.
Najbrž ne tako, tih bod, najprej se nauči, kar sem predavala, pa sprašuj. Ampak kot je nekoč en radijski voditelj v pogovoru o sodobnem pouku književnosti povedal, to je bila njegova anekdota, Miha Šalehar v enem od teh svojih petkovih oddaj. No, klasika in sodobnost v repkih pomeni, da imamo recimo v isti knjigi Otona Župančiča, Iga Grudna na eni strani in seveda recimo Lilo Prap, Anjo Štefan, Petra Svetino in še koga na drugi strani. Med klasike bi šteli tudi Pavčka, Jožeta Snoja, Nežo Maurer in Meto Rajner in še koga, med sodobne pa tudi tiste ustvarjalce, ki se nam zdijo morda nekoliko subverzivni, rušilni, prepogumni in uporabljajo estetiko grdega, kot je recimo Andrej Rozman Roza. Videl so se recimo v zvezi z ustrahavanko Andreja Rozmana Roze, ne, postelja je že postlana, pod rjuho pa podgana. Če jo brcneš, ko greš spat, te ogrizne v podplat. So se z Rokom pogovarjala, a je to sploh primerno. Pol je bilo Roku to všeč, pa je naredil eno ustrahavanko, na kar je rekel, Igor, to je premalo grozno. Bova naredila še malo bolj grozno ustrahavanko. In sva jo res v veliko navdušenje publike, kadar jo izvajala. Ali naj povem eno grozno pesmico? Ja, ne, v Velenju jim je to na Pikinem festivalu, bi jaz lahko rekel, je ta bila celo ena od najbolj toplo sprejetih. To je ena stvar. Torej klasika in sodobnost, pa ne samo to, lahko bi rekli tudi poezija in glasba, ali pa če hočete, poezija v klasičnem pomenu besede, Anja Štefan, Svetina, Župančič in tako naprej, in poezija v najširšem pomenu besede. Namreč zadnjič me je ena kolegica iz gimnazije nekoliko povlekla za uho, ti boš še na maturo rep uvedel. In sem rekel, seveda, in to skrajen čas. To ne gre, kaj pa se to pravi, sem rekel, draga kolegica, saj razumem, da hip-hop kulturo nekoliko slabo poznate, to ni nič narobe. Samo, glejte, preden govorite o repu, se vprašajte najprej, kaj pomeni kratica rep. Dve razlagi sta, ampak obe imata v sebi poezijo. Rhythm accentuated poetry, ne, se pravi ritmično poudarjena ali ritmično oblikovana poezija, oziroma druga interpretacija rhythm and poetry, kar je pa isto. Ritem v smislu beat, v smislu podlage in poezija. Rep je poezija. Ni rep nekaj, kar prihaja od, ne vem, iz nekakšnih sumljivih kanalov ali kaj podobnega, cenenih radijskih postaj. Ravno tako, kot imate pa v poeziji, v slikanicah, v pripovedih, tops avtorje in popolnoma zgrešene projekte, za katere je škoda, da izidejo sploh na papirju, to vi veste bolje od mene, saj vam dnevno kdo zvoni na knjižnico, če to slikanico ne kupite, ste, ne vem kaj, je to katastrofa. Tako imate tudi v repu. Cenene pol izdelke in vrhunsko poezijo. Ampak res vrhunsko poezijo v tem pomenu besede. Torej, rep je poezija. Ne rep je za zraven dodatek ali kaj takega. To se da zlahka dokazati tudi, če odpremo katerikoli strokovni članek na to temo. Vzemimo samo primer. Borisa Novak, za njega bomo menda lahko rekli, da kaj ve o poeziji, Kanada, na vsezadnje je Prešernov nagrajenec kot pesnik, svetovno znan verzolog in avtor razprav celotnih knjig o poeziji. On je v knjigi Oblike duha, vsi jo zelo dobro poznate, uvrstil tudi rep kot pesniško formo, kot pesniško obliko. In zelo dobro tudi pozna razvoj in kako bi Rok bi temu rekel vibe, razpoloženje, ki ga prinaša rep, ta uporniškost, ki izvira na začetku iz pravzaprav glasu neslišanih, ponavadi temnopoltih mladih, ki jih v getu nihče ni jemal resno, še manj pa upošteval njihovo mnenje. In potem od tod se razvije celo vesolje po imenu rep. Danes obstajajo razprave v jeziku in slovstvu o tako imenovani ulični poeziji, kot nekateri kolegi prevajajo rep. Bolj ali manj posrečeno, to je zdaj drugo vprašanje, ampak ulična poezija ne pomeni poezija, ki je na ulici,
ampak poezija, ki svojo snov jemlje iz uličnega življenja. Se pravi, iz tega, kar tudi naši mladi doživljajo vsak dan. Ne, recimo, in ko sranje se zgodi in beton zalije kri, lahko rečeš samo obala. Včasih vide zvara, obala, obala, pravi Drill v enem od svojih imenitnih komadov. Ali pa seveda Rok, dobrodošli vsi prijatelji v moje savsko naselje. To ulično snov je on seveda že pred mlajšimi kolegi obravnaval. To je torej temeljni okvir repkov. Poezija, klasična in sodobna, poezija v vsem smislu, od pesništva v ožjem pomenu besede do repa in seveda potem didaktična ali recimo temu metodična nadgradnja. Prej smo govorili o tem, da je treba vrniti mesto pogovoru o prebranem. Jaz se včasih tudi prepiram s kakimi mentoricami branja na kakem simpoziju, no sej ni veliko teh prepirov. Nekaj jih pa le je, ker menijo, da je dovolj, če otroci pridejo v bralno skupino, se jim nekaj prebere, potem oni padejo v nezavest od bralnega navdušenja in bralne nirvane in s tem se stvar zaključi. Pa stvari niso tako enostavne. Najprej je vprašanje, kaj s tistimi otroci, ki ne pridejo v knjižnico, morda tudi zato, ker ne razumejo tega, o čemer se pogovarjamo, kar jim beremo in podobno. In literatura je tudi, kako jo definirajo moderne teorije. Literatura je pogovor med bralcem in knjigo in med bralci o knjigi. Isto je tudi pri repu. Jaz kadarkoli sem v družbi kakih mladih reperjev, vedno se pogovarjamo o tem, kdo je klasika, kdo je dober, kjer vers nam je posebej všeč, kjer nam ni in tako naprej. Torej, pogovor o branju ali ob branju je vsaj toliko pomemben kot branje samo. Repki vam ponujajo za to nekatere naloge. Seveda ne bo noben stal tako kot kak policaj, zraven in gledal, a mentor branja vse naloge odkljuka ali ne. To je ponudba. Če vas med temi bralnimi nalogami kaj navduši, bo odlično. Če znate narediti boljše naloge, bo še boljše. Ampak ponudimo otrokom to skodelico pogovora, ker jo neskončno potrebujejo. A veste, če je kaj kriza korone dokazala, je dokazala, kako zelo nujna je šola. Ker šola nadaljavo očitno ne deluje. Profesor Google se ne more z vami pogovarjati. On vam lahko da podatke, koliko je zrasla cena nafte in koliko je še zalog litija na svetu in kakšne bodo temperaturne spremembe. To ni šola, to ni branje, to ni mentorstvo. To je zbiranje podatkov, kot kakšna kavka ali vrana na smetišču. In internet je seveda velikansko smetišče informacij, nič drugega ni. Šola in delo z mladimi je pa odprto srce, navdušenje in pogovor o tem, kar smo videli in česar nismo videli, je odpiranje poti v prezrto, v globlje razumevanje. Je presenečanje zate kot za mentorja, ko recimo drugošolce vprašaš, zakaj pa je v pravljici Lonček kuhaj starka želela skorico kruha, se pravljico vsi poznate, Kanada, če pa je imela lonček, ki kuha. To ni logično, ne? In potem drugošolci rečejo, zato ker je že stara, pa se ji ne ljubi več prenašati lončka po gozdu. Pa drugi rečejo, ker je bila grozno firčna, kakšen okus ima kruh. Tretji rečejo, seveda, ker je želela preizkusiti, ali je deklica dobra. In ti odgovori, ki jih mladi prinesejo v pogovor, so tudi za nas, kot mentorje branja, lahko sijajna bralna izkušnja in pravzaprav delajo branje literature neskončno živo. In zdaj smo spet na začetku. To je navdušenje, to je naša radovednost, kaj nam imajo mladi zanimivega povedati, to je naša radovednost, kaj oni vidijo v stvareh, ki so nam samoumevne, to je naša ustvarjalna moč, da znamo vedno znova na novo brati stvari, ki jih morda znamo že na pamet. Zdi se mi, da repki to ponujajo, odzivi so sijajni, jaz nisem mogel verjeti, recimo, ne vem, smo bili z mojo družino na dopustu v Prekmurju in
pride beseda nanese na šolo, pa kaj posluša in reče, tretji šolec, v bazenu smo bili, jaz sem mojo hčerkico ravno malček namakal v tisto vodiko in mi reče, jaz pa repke poslušam. Res, in je mi odrecitiral praktično, na pamet je znal vse komade. In to se nam redno dogaja. Zdajle v Kranju, pa zadnjič krasen dogodek v knjižnici Laško. Vedno znova pravzaprav ti otroci prav srkajo pogovor, energijo, navdušenje, ki jo da lahko samo dobra poezija in seveda glasba. To je pa nekaj, česar poezija nima, imajo pa rap. In tu pa predajam besedo Roku, da bo on nekaj povedal o glasbeni strukturi repkov oziroma o nastajanju tega, potem pa Rok, mislim, da je dovolj tega mojega predavanja in bova odrepala kakšno stvar, kaj ne da? Tako je, ja. Ja, se pravi, glasba ima kot, če jo gledamo iz strani neke note, katere se naučiš, pa da jih potem ponoviš, ampak kot iz srži ustvarjalca je vedno zelo pomembna ena stvar, kjero ljudje prevečkrat pač pozabljamo, glasba jo pa še ima. To je nekaj, čemur mi pravimo vibe. Vibe je, se pravi, ko prideš v nek prostor, ga lahko, če si dosti subtilen, ga lahko začutiš, da tam vlada dobra energija in je izražanje pravzaprav nekih občutkov, neke nezmožnosti človeka, in besed, se pravi, besede lahko veliko povejo, veliko pa tudi ne morejo povedati. Kako se počutimo zdajle? A smo srečni? A smo malo zdolgočaseni? A smo malo v skrbeh? A smo vsega pomalo? In te kompozite različnih čustev, ki jih nosimo vse, težko izrazimo v besedah. Kako si? Ok, sem, a v resnici se počutimo malo, se pravi, navdušeno, mogoče malo žalostno, ker je že toliko let za nami, a hkrati smo otroško navdušeni, ker se nekaj, ko smo slišali neko stvar, ki nas je zopet oplemenitila, navdušila. In to so posebni te kompoziti čustev, ki se jih ne da izraziti zgolj skozi besedo, ampak glasba pa ima to moč. In kot avtorju sem jaz sledil nekemu občutku, da sem se pravzaprav lahko, ko sem ustvaril repke, še enkrat vrnil nazaj v svoje otroštvo. Kakšna energija mi je takrat dogajala. Šel sem zastonj še en krog in sem bil še enkrat pač otrok. Spomnil sem se, kako smo se zafrkavali na košarkaškem igrišču, kere fore so bile dobre. Spomnil sem se, ko sem bil bolan, ko sem imel bronhitis, kaj mi je brala mama takrat, kaj smo prepevali v šoli. In vse te energije so nekako bile zlite v repkih, ker repki so v bistvu nek mozaik različnih stvari, kjer se lahko Piki Jakob sreča z Gargamelom in tako naprej. To moč rap ima. No, delo je bilo tako narejeno, da jaz vedno, ko me zadane ta impuls ustvarjanja, se usedem in enostavno delam, dokler je še kaj glasbe v meni noter. Potem sem pa to predal naprej najprej Igorju, da smo si preposlušali, pa še producentu Damjanu Joviču, pa smo šli pa na drug del v studio, kjer smo pravzaprav te osnovne skice komadov, ki sem jih jaz avtorsko izlil ven, smo še enkrat podarili in potem naredili resnične verzije. Ok, zdaj pa bi rad, to zdaj sicer ni predvideno v scenariju, ampak a ni življenje eno presenečenje, bi rad, se pravi, tole zadevo pošeral z vami, da vidimo, če gre. In sicer, a se vidi zaslon? Ok, no in to pa, ko pa glasba prije in ko smo z Mladinsko knjigo naredili na tečaj, da vidite, kakšna je pa potem moč repkov, kaj se pravzaprav zgodi v otrocih in kako nazaj reagirajo. To, kar je rekel Igor, komunikacija, pogovor, kar glasba definitivno ima, če so seveda dobri mentori. Izvolite, uživajte. Lepo zdrav še naprej. Najlepša hvala vsem šolam, vsem učencem, učenkam, učiteljcem, vzbitnicam, ki ste se odzvali na res hudo zadevo. Popolnoma hudo in še hujši so vaši izdelki. Reperi v lepi slovenščini rekli respekt. Ja, zdaj pa si gledajte vse. Ajčerka prva A, najstarejši haki mata, A da mama, A da A, A on se mora.
cut, pere bajke bit. Bira, banana, bira, cujetici, mantučići, mantučići. Ali obratno. Moj, mene maj, hodim do razred, tukaj sem zato, da rekao bi za vas, na ljubčo sam rekao, ki se pa na glas. Kaj, vidiš me hude mravice? Naša ruca, maca, je pa mamica vzgaj. Pobliži se me skoro, nekaj se zgodi, na hodniku je kakva za upanje kupi. Mačko mi na gore, glede mi daja, ti smo vršenje, pravo zrečenje. Takim zatom moj prava, ring, kako ring, skoro se ga ne potem kajno. Ulika! Ozročenje in odar, kanale. Na takari pingvini, delijo salame. Koliko sredi drvi, mrak začel se skopje veš. Dio mrdajo, luške prodajo. Alež globoko v tihem oceanu, daleč stran od vseh poči. Jana, Ana, hodita po cesti, cela njegova čunavka. Rekljeno je deda, vklač se pokaka. Povem salaj možnim pojedla jedva vlaka. Ko vidijo, da Superman rekel je sam Punca, te se sami ven, ki bil čisto vse. Demokratija je poslušati svete srca. Dobra, bom pa sredensko. Kaj bi si liberali poslušali? Posodi, sir, razne, ja? To, kar ribe v potokih, balkonu gor na pokih. Jaz nemam tokrat, to, kar je vseh stvari, rad te imam neskončno kratki. Jaz nemam. Igor, a si slišal, koliko enih šol se pojavlja? 3, po mojem kar 41 več. Tako da, hvala vam vsem, ker ste Ok. Je bilo, ste kaj slišali, ste videli, je bilo v redu? Ok, super. Tako da ja, no, evo ja, Sabina je napisala, da se čuti energija, da je to prav vibe, a ne? Tako da, kar daš, dobiš, pravijo, in če delaš neko stvar tako iz srca, pa iz res neke te otroške naivnosti, se potem nazaj ta zadeva vrne. Tako da malo vidite, kaj ta natečaj naredil iz cele Slovenije, ful ene različne kreativnosti in zdaj se pa samo vprašamo, se pravi, kaj bo še iz teh mladih vse zrastali. In ko to midva z Igorjem gledava, ko ob branju neke poezije, ko otrokom zažarijo oči, ko se pražge tisti, neki noter od njih, ko so taki keri radari veliki, takrat veš, da si pustil en pečat, mogoče prvi vtis poezije, ki bo jo nekdo drugače imel, kakor neko duhamorno zadevo. To se morate naučiti na pamet. Tako da, to je to. Kar sem hotel še omeniti, je mogoče neka ta kapaciteta, ki mene včasih prav butne, tako, ne vem, kako bi jo interpretiral, ampak navdaja me z enim, kako bi rekel, fascinas et tremendum, se pravi z fascinacijo, lepoto, pa hkrati kar eno grozo. Ko smo naredili komad Abeceda, je pravzaprav ta rap, kljub temu, da je za mlade, pravzaprav zelo kompleksen in veliko besedilje. In potem sem šel enkrat čist za štos pogledat, koliko besed ima Abeceda, samo komad Abeceda. In jih ima 300
313, se mi zdi 313, medtem ko ima zdravljica celotna oziroma zdravica 220. In 12 takih komadov je. In kako te mladi, kaj more to tem sinapsam delati, da to se vse naučijo na pamet, abecedo znajo, ko sva bila v gozdu na Samorogu, znajo nazaj jo. V rikvercu znajo. In kaj bo to pripeljalo v mlade, ne vem, ampak vem pa da bo strašno. Tako da strašno zabavno. In energija, s katero se repki tudi začnejo, pa katero bi rad zdaj predstavil, je pravzaprav to, kar v današnjem svetu se mi zdi, da prevečkrat fali. Ta svet smo naredili zelo, zelo resen, zelo, zelo KPI-ovski, zelo, treba je neskončna gospodarska rast, ki se nikoli ne zaključi, ki dela iz ljudi neke vrste. Igor, pomagaj mi, kaj delamo sami? Krave, molznice? Robote, moderni roboti. Moderne robote. In tisti prostor, ki pa še vedno obstaja in je bil vedno prisoten, pa nas je pa mitski, pravličen, je ravno ta, ki nam daje neko iskrico življenja, drugače miti ne bi obstali toliko časa. In je pravzaprav druga logika življenja je igra. To je tisto, kar otroci še znajo in je definitivno primarna, ker otroke se ni treba naučiti igrati, to sami od sebe znajo. In tako tudi začnemo repke z komadom Vsej sam igra, katero bova zdaj z Igorjem odrepala v živo. Je pa samo še treba povedati, da bo prek tega zvočnika in ker sva toliko daleč stran, bo mogoče malo zamika, ampak vseeno upamo na kljub tehnični realnosti, da boste lahko dobro skoncentrirano vse skupaj slišali. Izvolite, Vsej sam igra. Piči rok. Je. Aha. Pusti telefon, tata, zdaj z mano se igrej, prav mi tara, hej, da se sunny day, službo dam na off in repke dam na play. Jap, dej se greva, s fickotom ga raziskot, kotalkat ga izkejtat, s Barbarona, skiro, tapkat ga, kričela, ta avantura kričena, za blokom si sovzak, si kavbojci in indijanci, Unapat! Pridi na igrišče, kliče Tarzan, Tezlijan, letijo zmaji čez dvorišče, svite zibrano zaklad, pravličen je dan in ura kaže tik-tak, cajt je za igro, dajmo gremo skakno par gor na drevo, da vidimo, dokaj grem lahko, bam, pit podgan, kaki plan, dan sem prej, dej greva se igrat zdaj, hej, lep je dan, poglej, dej greva se igrat zdaj, juhej, se je sam igra, ja, in mi se imamo fajn, se je sam igra, ja, in mi ne damo sami. Pršil je neurje in črni oblaki, po vodni mož je pršil s težkimi koraki, je reka teta pihta, si ne smete več igrati. Kaj bo zdaj naredil tati, Tara z mano repa, Riga pulsa Pepa, Biba leze Snoopy, novi skočta ven iz žepa, pokličemo še Štreka, halo mož in teta, oba smeštamo v palačinko, pa zakazan dva počepa, žilve so klepa, so potegnile van barvice, narisale omaro, ven skočile so se pravice, naredile so zabavo, sredi babičine spalence, poslušajte zdaj sosedje so posode in kuhalance. Se je sam igra, ja, in mi se imamo fajn, se je sam igra, ja, in mi ne damo san, se je sam igra, ja, in mi se imamo fajn, se je sam igra, ja, in mi ne damo san. In tako sta Igor in Rok stopila, nič več fina, zraven še naša fras Sabina, rotovnik Teja, Sonja, Barbara in Štefka, vse do zore naj se gre. Oh yeah! In resen svet, kle prav, ne. Bravo, Rok! Sabina je rekla, da je v imenu tega našega prelepega
srečanja seveda tudi abeceda, ne? Ali ABC pismenosti, ali kakorkoli pač že. Zato bi bilo lepo, da midva pravzaprav predstaviva tudi kakšno črko. Recimo M, ne? M, reperski M bi bil tak, ne? Reperski M, ni M, ampak reperski M je poln vseh marčnih muh, je trden most, slog minaret, od Milačic, z Marelo suh in z Maurico v nebo pripet. Pa bi bil lahko ena taka zoprna čarovnica iz kake pravljice Svetlane Makarovič, kaka jeder. Saj je sključen star in skop, zvit kot cveder, suh kot suša. Če iz sobe priti skuša, sika v steno, skače v strop. Zato vse gleda, pa si misli, jutraj zadnji zbuja. Zemljo zlati dan zdravi, zmeraj znova vse zamuja in zazeha in zaspi. Da ne boste spali, Rok, gremo na eno abecedo, repovsko abecedo. Evo, ta komad je bil pravzaprav tako izziv, zaradi tega, ker je bilo potrebno samo, je bilo potrebno narediti zgodbo in vse črke vse rime na isto črko. Tako da poslušajte, pa ideja je pa ta, da je v bistvu naša abeceda, da je ena velika družina. In ker družina so med sabo dinamike, se dogajajo stvari in tako se tole sliši. Evo ga. A je črka prva A, najstarejši znak. Ta mama A vse ima rad. B je A-jev brat, bajno bolj bogat. Bere bajke Biblije, banano bi rad. C je cici, bam po cest biciklom tjazi se. A ce pade cistonic, ne cmeri se. Činile čaj četrta črka, čepico čez čeloma. Čarovnijo, črnilo, čopič da. Ča, 25 črk ima naša abeceda. Od A pa tja do Ž, takole zgleda. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, Š, T, U, V, Z, Ž. Ding dong, D je debeluh, dobrot ne deli. E je Einstein, ekspert eksplozij. F, fura, pičo, tak prdam. Prdama ni falot. Fiji, piska, vse povsod. G, gospod je genijalni, glasno govori. Hej, z golmanom gobca, hej, žogo v gol dobi. Hej, zmer za hece, hihita se, ha. Ima linijo kot igla, italijansko ti igra. Je cla, joka jezika, skupaj s kajem kar konkretno, koko da kaka. Lepo lestvi leze, pržgala se je lučka, lepa je ljubezen, moja lučka. 25 črk ima naša abeceda, od A pa tja do Ž, to takole zgleda. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Ma je mini, mala, majhna miška, ne je najlepša, najboljička, obopevka v operi na odru oživi. A pa je pravi pace, puj speda, pet je packari, kdo ga gleda, zraven še renči. A pa po splavi priden, se zareži, S in Š v super šprintu šibata skup slalom, T telefonira, ej, tudi me telovadbo, T uščipne baja za uho, V in Z sta vedno v zvezi, zakon Valentinovo. Če je žadni žalost, to je življenje že kaj, ne bodi žalosten, abeceda gre nazaj. Vidim, da so se še, živjo Barbara, živjo, oziroma kako je ime, čao, evo jih, lejk pikci, evo, pa odmete ta mala dva sta pa kar šla čez vrata. Naša abeceda, od A pa tja do Ž, glas je kolega, 25 črk ima naša abeceda, pa tja do Ž, ajo zgleda, naša abeceda, vsak glas je prijatelj, vsak glas je kolega, živijo otroci, naša abeceda, skupaj v besedah se sklanja in sprega. Lep pozdrav od Nine, veliki mož, veliki general, in od Damjane, tale prekrasna princeska. Živijo od Barbare, živijo.
Živijo, a ta mož je pa kar od zunaj stoji pred neko univerzo, vidimo, kako lepo. Naša abeceda, to je naša abeceda. Jej! Zdaj pa kar naprej. V bukovem gozdu, sredi dreves, v mraku začel se gobije ples. Mnogo gospode, gobje izbrane, je napolnilo gozdne dvorane. Male kresničke luč so prižgale, žolne po deblih takt topotale. Jurček Gubanček stal je ob strani. Gledal je dame v plesni dvorani, ajdovke, sirovke in golobičke, brezovke, sivke in žolte lisičke, ali med vsemi najbolj povšeči mu je klobuček, pikčasti rdeči. Mušnico Zalo prosi za raj, ta pa zabrusi brž mu nazaj. Kaj boš ti, revček, čakaš za manj, z mano bo plesal vražji goban. In tako kot imajo lahko gobe, žur sredi gozda, ples, tako imajo lahko tudi živali v živalskem vrtu, nočni koncert. Ena od skladb, ki je meni mimogrede v Repkih najljubša in neverjetno dela tudi na vseh koncertih. Tako, in ja, jaz še malo berem komentarje, da so iz deževnega popoldneva naredila pravo sonce. In zato je to narejeno, da glasba pričara vibe, iz dobrega viba se da pa marsikaj narediti. Tako da, zdaj pa, da se vsi spremenimo malo v otroke, se pravi, kar pokličite vaše družinske člane, najmlajše pa skupaj, da zaplešemo v kuhinji, predsobi, spalnici ali tudi v kopalnici, ker je čas za živalski vrt. Vsak je pa lahko ena žival. Igor, katera žival boš ti? Kaj je to? Aha. Žirafa, ne, to boš raj ti. Okay. Veš, ker si malo bolj velik. Jaz bom raj lisjaček. Grem iskat lisjačka. Ok, zmenjeno. Mi pa kar zaštartamo živalski vrt. V živalskem vrtu vse ob polnoči prav nekaj nenavadnega godi. Ozvočenje in oder sta nared, natakari pingvini delijo sladoled. Vse živali prihajajo na kup, vse do mesta slišu se bo hrup. Dan zvečer ne bo šel iz spomina, ko bo nastopila naša number-one skupina. Divja glasba zadoni, opica se že vrti, antilopa omedvi, ko lev na vas glazarjovi. Pauza repa, slon zatrobi, kenguru na majku, medved je na podnik. To je tak show, da ne greš domov, če kjeri zvok, ker ti ga zarola DJ Noserov. Živalski vrt, to je naš band, danes imamo koncert. Ne mi stat, dvigaj šatno zrak. Ne mi stat, dvigaj tace v zrak. Ok, gremo vsi tace v zrak, dvignemo naše tace pred zaslone. Ostali pržgite kamere, lahko pa tudi v komentarje. In ko zjutraj sonce se zbudi in živalski vrt na vas glas zaspi, le tisti mali kenguru ne ve, če se je sanjal, a je bil res tu. Spet živali prihajajo na kup, vse do mesta slišal se bo hrup. Na zvečer se bo žurka ponovila, ko bo nastopila naša number-one skupina. Divja glasba zadoni, opica se že vrti, antilopa omedli, ko lev na vas glazarjovi. Pauza repa, slon zatrobi, kenguru na majku, medved je na podnik. To je ta show, da ne greš domov, če kjeri zvok, ker ti ga zarola DJ Noserov. Živalski vrt, to je naš band, danes imamo nočni koncert. Ajde,
Gremo si, gortaca zrak. Gremo si, gor, šapo zrak. Živalski vrt, to je naš band, ej, danes imamo nočni koncert, ej, ne mi spat, dvigam taco v zrak. Ne mi spat, dvigam šapo v zrak. Ne se muka meketa, kikirika, kokodaka, trobiš vrgoli, ne se upije, irjo, vi, hej, ne se muka meketa, kokodaka, ki si bruda, panda. Ne se muka meketa, riga, piska, mi se imamo že skoraj kot prva liga, hej, Sabina in še vsi ostali, hajde zdaj živalski vrt, kolega prepali. To je naš band, ej, danes imamo nočni koncert. Ne mi spat, dvigam taco v zrak. Ne mi spat, dvigam šapo v zrak. Živalski vrt, ej, to je naš band. Danes imamo nočni koncert. Ne mi spat, dvigam taco v zrak. Ne mi spat, dvigam šapo v zrak. Evo, tako nekako. Se imate dober, naši mladi poslušalci? Evo, lejk legende, evo. Legende, totalne, evo ga. Sine od Nine uživa na polno, vidim. Kako ti je ime, sine od Nine? Mikrofon vklopi. Ja, mogoče ga ne more, veš, ker je... Mogoče ga ne more, ja. Ja, najbrž ga ne more zaradi kosta. Ok, sine od Nine, kakorkoli ti je ime, 3-krat hura za te. Hura. Gremo naprej. Rok, veš kaj? Mislim, da bi morali dati, kako bi rekli reperi, respekt enemu slovenskemu nacionalnemu junaku. Če bo kdo uganil, kateri junak bi bil tole, v kar se bom jaz zdajle spremenil. Eno drobno bitje je to. Kdo bi to bil? To je nosorog, Igor. Nosorog? Ne. Gre pa tako. Bila je huda mravljica. Evo, eden je zapel, bravo, hudo mravljico. Ok, administrator, a lahko naredimo, da vse unmutamo, da vidimo, če se to da, da vse zdaj unmutamo? Lahko bomo to uredili, ker je to poseben trenutek in bomo dali mladim prostor, da odrasle naučijo, kako se igrati. Tako, Igor, zdaj lahko začneš in bodo vsi otroci sledili. Mislim, da so že vsi odmutani. Kdo zna pesmico o meni? Bila je huda mravljica, je mikala je bravo, zdaj pa damo nazaj besedo kar Perkaju. Tako, Rok vam je pa pripravil moderno pesmico o hudi mravljici. A bi jo radi slišali? Ja. Kje je sine od Nine? Tamle, naredi tako, če bi rad slišal hudo mravljico. Bila je huda mravljica, 6 črnih nog je imela, je migala, je pljuhala, je čisto ponorila. Bila je huda mravljica, po trgu je hodila, na očarju je čez pisk grešla, prav vsemu je pobila. In kamorkoli je prišla, so vsi pred njo bežali. Od njej huda mravljica, ni ga več junaka, Batmanu je pet dal, hlače se pokaka, pohrustala je most in pojedla je 2 blaka. Videl je to Superman, rekel je se papa. Se bere Spider-Man, kar naskoči na drevo, jaz sem tega več ne grem. Thor, spustil je kladivo, Hulk ima pod učem slivo, dal. Captain v Ameriki sploh ne govorimo, pobegnil iz Slovenije nazaj v domovino, zdaj govori, kakor moraš si spoznati, kaj jo vidiš teci, kar te nesejo pod... Prišel je Predator in zraven Terminator, pa še Aligator, pa še Gladiator, pa še Darth Vader in cela vojna zvest. Vsi so vidno svetnice, ki je mravljica prišla vmes, He-Man, sveti se že celo noč.
Prosi na pomoč, dragi moji, huda je ta pravljica, najbolj huda od vseh igor je ta mravljica. Kaj se kaj bojiš me hude mravljice, itak da se me, ker še verjameš pravljice, tem pa ne verjamejo le biki in bedaki. Pridite sem, kje ste zdaj super junaki. A iz zemlje se je rodil črn tornado in poglej, koga je prinesel s sabo. Tu je Gargamel, Megatron, zlobni čarovnik Gargamel in še Ceferin. A iz druge strani prihajajo Barbara, Katarina, Anica, Melita, Savina, Nina, Sonja, Tamara, Katarina, Polonca, Damjana in ostali, da zapojemo tole mravljičino pesem. 3, 4, zdaj, gasa! Mravljica, požrešnica, reka jedna jedina, že bi ga jedna hrustala, samo vrogi pustila. Celinga, to je čisto res, nekaj se bih šopili, 6 minut mam mravljica, a ti male 4. Če slišiš hudo mravljico, sosedcu go zemljati, obrni se in zdražica, vsak zburejo pa Super mravlja. Huda, luda. Bunda, Anica in Pika, Maček Muri, Peter Klepet, Tome, Biti, Pika. Super mravlja se ne spravlja na nemočna vita. V knjižnici sem glapej, pano tudi. Wow. No, kako se vam je zdela ta moderna super mravlja? Sine od Anice, kako je bilo? Še tebi mi pomahamo. Evo, zdaj se počasi bližamo koncu. Super, bravo, to je to. In na koncu vama želiva s trkami sporočiti samo eno stvar. Jaz vam bom prebral, ker repki so namenjeni tudi temu, da kako pesmico predvsem premeremo. Rok vam bo pa povedal ali pa odpel svojo najljubšo pesmico. Moja pesmica, ki je tale. Peter Svetina, Molitvica na stopnicah. Rekli so, da nas ti varuješ, ampak mene varuje moja babica Bica. Zadnjič v podhodu me je ujela, da nisem padla po stopnicah. Samo jaz nje ne morem, ker sem premejhna. In to mi ni všeč. Glej, tako se zmeniva. Če obljubiš, da jo boš ujel ti, da ne bo padla po ledu, potem ti verjamem. Potem je v redu. Potem je vse v redu. Sabina, ja, evo, zdaj pa je vprašanje v redu, ker midva z Igorjem imava to Einsteinovo teorijo relativnosti v praksi, ker se nama čas hitro podaljša ali pa skrči in so potem dogovoreni roki, hitro čas mine. Tako da, Sabina, prosim, če poveš, če morava že zaključiti. Ja, to je zdaj velik izziv in velika odgovornost, ki jo prelagata name, ampak ja, tako da smo prišli do teh naših 18:00, ko naj bi začeli že z naslednjim predavanjem. Malo imamo rezerve, zaradi tega, ker pač žal zaradi bolezni enega vmes predavanja nimamo. Jaz verjamem, da dr. Miha Kovač, ki bi naj zdaj pozdravil in začel razumeti to navdušenje, ki sta ga prenesla na vse nas. In imamo še 2-3 minute. In jaz verjamem, da če bi zdaj bili v fizični dvorani, bi bil bučen aplavz in vsak od nas, oziroma vsaka od nas, bi hitela po avtogram ali pa po slikanje, če bi bili tam mladi zraven. V komentarjih lahko zasledite res čestitke, turneja vama ne gine, bi rekli, ne, po šolah. In tisto, kar nam je fajn, če nam ostane to, kar ste rekli, da pač otroci imajo logiko igre v življenju in tega se ne rabijo naučiti, jih pa žal odučimo to, ne? Torej tudi mi pozabimo to igranje. Z repki sta nas danes v tem popodnevu čisto prebudila in navdušila, ampak bi pa rada vsem kolegicam in kolegom priporočala tudi Klakla klasiko. To je tisti začetek vajnih repov, ko z lastnih izkušenj se Lepa Vida nauči 1, 2, 3 in moram reči, da dajte navdušenje nad repki, spoštovane kolegice in kolegi, tudi prenesti na Klakla klasiko.
ker ko pridete s klakla klasiko v višjo triado, v zadnjo triado, pa tudi mogoče že ta srednja, je reakcija fenomenalna. In še tako težka v navednicah, poezija dobi ob Rokovi in Igorovi izvedbi čisto drugačen izziv. Jaz mislim, da razen čestitk se poraja še milijon vprašanj. Verjetno je kakšno, kje vaju lahko dobijo, kako vaju povabijo. Vajni podatki so javno dostopni in verjamem, da bojo pot našli, zato je pa pozitivna stran tega našega strica Googla. Ampak mene ves čas nekaj muči, ne? In to zdaj bom kot to vlogo organizatorke in moderatorke malo izkoristila. Igor je povedal, da bo rap uvedel na maturo in jaz sem se že začela smejati, ne? In bila čisto navdušena, ker se mi zdi to fenomenalno. V ponedeljek smo slišali in smo precej govorili o mladih športnikih in športnicah v gimnazijskih programih, ki berejo in imajo radi posebno zvrst literature. In Igor, ali lahko malo drezamo tudi v to smer, da bo kakšen izbirno delo za športne oddelke na maturi, ali lahko upamo, da tudi tukaj vidiš podobno zgodbo kot rap? Jaz mislim, da bi slovenska matura tako ali tako morala biti diferencirana in ne poenotena. To, da rečemo, dva romana morajo vsi prebrati in to po točno določeni recepturi, ki jih najdete v tem priročniku in na tej in tej strani ni noben pogovor o prebranem. To je popolnoma jasno. Matura bi morala preverjati bralno zmožnost, kritično zmožnost, zmožnost odzivanja na nek esejski problem, pravzaprav ne glede na to, katero besedilo smo v šoli brali. In tako bi bilo možno, tako kot je na mednarodni maturi, da bi recimo na športni gimnaziji brali morda besedila, ki so bližje športnikom, na umetniški gimnaziji kaj drugega, na splošni gimnaziji v Konicah bi verjetno v poeziji brali kaj več Minatija, v Novi Gorici morda kaj več kakega primorskega pesnika in podobno. Ja, Sabina, to so moje sanje in jaz upam, da si bom lahko za to prizadeval in upam, da bomo slej ko prej uspeli. Sej veš, kako je rekla Anja Štefan. Glejte, koliko nas je. Slej ko prej nam že uspe. Ja. Hvala, Igor in Rok. Jaz verjamem, da bi vaju vsi poslušali še 1 uro, pa bomo se poslovili, si vzeli 5 minut odmora in nadaljevali potem z naslednjim predavanjem. Bomo pa našli priložnost, da se ponovno srečamo in ponovno vidimo. Hvala vama za to čudovito, navdušujoče in radovednosti polno uro. Hvala. Hvala. Hvala lepa, hvala vam vsem in ja, to je res čim več igre in lepo se imejte, pa ko repki šov pride, da se vidimo, tako da to je to. Lepo se imejte, čau.